Pozdravljeni v tokratnem podcastu. Pogovarjali se bomo o duševnem zdravju mladih. Leta 2020 je imelo 22% mladostnikov povišano verjetnost depresije, kar predstavlja naraščanje glede na 13% v letu 2018. To je skoraj vsak 4. do 5. mladostnik. Zakaj je temu tako? Na občutek depresije in tesnobe vplivajo tudi družbena omrežja. Kakšno vlogo imajo digitalne tehnologije in družbena omrežja na duševno zdravje mladih? Bi bilo njihovo uporabo potrebno omejiti? Odgovore na vsa ta vprašanja ima magister psihologije Domen Kralj, strokovni sodelavec v programu To sem jaz za duševno zdravje mladih. Lepo pozdravljen, Domen. Zanima me, s kakšnimi izzivi se mladi najpogosteje soočajo na področju duševnega zdravja? Pozdravljena. Ja, pri mladostnikih lahko rečemo, da je mladostništvo eno od ključnih razvojnih obdobij v posameznikovem življenju, ki ga spremljajo tako številne fiziološke spremembe, kot pa tudi psihološke spremembe. In vse te spremembe zagotovo lahko povzročijo različne stiske. Zdaj, če pogledamo konkretno pri mladostnikih, kaj kažejo podatki, če gremo najprej na zdravstvene statistične podatke, je na primarnem nivoju, to so obravnave v zdravstvenih domovih, pri pediatrih, zdravnikih, na prvem mestu pri otrocih od 6 do 14 let, vedenjske in pa čustvene motnje, sledijo specifične razvojne motnje pri govorjenju in jezikovnem izražanju in pa hiperkinetične motnje. Medtem, ko so pa pri mladostnikih, to pa je starost od 15 do 19 let, najpogostejše motnje, zaradi katerih so obravnavani reakcija na hud stres, prilagoditvene motnje in pa druge anksiozne motnje ter depresivne epizode. Bi pa tu še poudaril, mogoče, če pogledamo še podatke iz največje mladinske spletne svetovalnice v Sloveniji, je pa, če pogledamo podatke za lansko leto, bilo največ vprašanj oziroma stisk mladostnikov vezanih na področje duševnega zdravja. Predvsem pa smo opazili porast v številu najtežjih vprašanj, kjer so bile v ospredju predvsem vprašanja o samomorilnih mislih, samomorilnih stiskah, potem o anksioznosti, depresiji in pa samopoškodbenem vedenju. Leta 2020 je kar 22% mladostnikov imelo povišano verjetnost depresije, kar predstavlja naraščanje glede na 13% v letu 2018. To je skoraj vsak 4. do 5. mladostnik. Stanje izgleda zaskrbljujoče. Kako komentiraš ta podatek? Ja, vsako poslabšanje stanja je zagotovo zaskrbljujoč podatek, ki ga moramo jemati resno. In tudi podatki v največji mladinski spletni svetovalnici, ki sem jih tudi prej predstavil, kažejo, da se število teh najtežjih stisk med mladimi povečuje oziroma jih je nekako v zadnjih letih zaznanih več. Zdaj, ko govorimo o depresiji, lahko je verjetnost depresije posledica dejanskega slabšega stanja ali pa depresivnega razpoloženja mladih. Lahko bi iskali tudi vzroke v vse večjih zahtevah okolja ali pa pritiskih, ki se dogajajo v šoli, tudi pritiski vrstnikov, tudi stremeni k uspešnosti, popolnosti. Tudi nekateri mladostniki imajo občutek, da morajo zadostiti visokim kriterijem ali svojim ali pa svojih staršev, kar lahko seveda tudi vodi v neke neprijetne občutke. Seveda pa tudi na drugi strani, če pogledamo še drug vidik, lahko tudi kampanje ozaveščanja, tudi te destigmatizacijske kampanje, ki so sicer same po sebi namenjene temu, da mi ozaveščamo, da zmanjšujemo stigmo, da pa lahko v bistvu tudi imajo kontraefekt, da vodijo k povečanemu deležu mladih, ki se bojo doživljali kot depresivne. Zakaj? Zato, ker če imamo kampanje, ki izpostavljajo simptome depresije, ki govorijo o tem, kako depresija izgleda, kaj storiti, kako poiskati pomoč, potem seveda tudi dajemo mladim informacije o tem nekih posameznih simptomih, v kateri se lahko mladostniki tudi najdejo. In če se mladostnik najde v tem, lahko hitro sam sebi pripiše diagnozo, ki pa ni nujno vedno pravilna. Zato tudi moramo biti previdni pri komunikaciji, bomo rekli, vsebina duševnega zdravja mladostnikom in biti previdni, s čim se poistovetijo. Tudi, kar bi še poudaril, zdaj sem že naštel nekaj različnih možnosti, zakaj lahko pride do tega večje stopnje depresije.
Bi pa tudi poudaril, no, kar mogoče tudi sam opažam, je ta slang mladih in pa izražanje čustev mladih. Tudi to, da mladi na primer rečejo, da sem depresiven, en dan potem, ko na primer dobijo slabo oceno, čez en teden pa recimo že govorijo, super sem, vse ok, zato ker na primer je fanta punca povabila na pijačo. Tu ne gre za stanje depresije, ne? In moramo razločevati med občutki, našim trenutnim razpoloženjem in pa depresijo kot duševno motnjo. Tako da nekako, kar želim izpostaviti s tem, je predvsem to, da ni enoznačnega odgovora oziroma dejavnika, ki bi lahko razložil to stanje, bomo rekli, večje stopnje depresije med mladimi in te podatke. In še posebej, ko govorimo o področju duševnega zdravja, je to težko iskati samo en dejavnik, ki vpliva na, bomo rekli, neko povišano verjetnost neke duševne stiske. Tako da, če povzamem, je res potreben celostni pristop in nekako zajeti različne, bomo rekli, dejavnike, ki lahko vplivajo in so verjetno tudi med sabo povezani, da pride do nastankov ali depresije ali pa kakšne druge duševne motnje. No, ampak na občutek depresije in tesnobe vplivajo pa tudi družbena omrežja. Kakšno vlogo imajo digitalne tehnologije in družbena omrežja na duševno zdravje mladih? Oziroma, kakšno je tvoje stališče? Bi bilo treba uporabo družbenih omrežij omejiti, sploh pri mladih? Ja, sigurno, socialna omrežja pa tudi internet, ne, kot tak sta zelo spremenila življenje mladih. Če pogledam preteklost, ne, jaz sem bil še ena izmed tistih generacij, ki je imela otroštvo brez socialnih omrežij, družabnih omrežij in nekako niti nismo imeli tega, bom rekel, priložnosti doživeti, kako je odraščati s temi socialnimi omrežji. Zagotovo pa lahko rečemo, ne, če govorim iz svoje lastne izkušnje, ne, mislim, da je bila to nekje konec osnovne šole, srednje šole, ko so se začela pojavljati ta socialna omrežja, da po eni strani, ne, so te tehnologije potem kar začele prevzemati ta naš svet. In če nekako pogledamo, ne, socialna omrežja, družbena omrežja imajo to prednost, da zagotovo so nas povezovala oziroma nas povezujejo, smo tudi lažje v stiku z nekom, ne. Zelo preprosto je, če imaš ti na dosegu roke to, da kontaktiraš nekega prijatelja ali pa prijateljico in se dogovoriš kakšno stvar. Hkrati je pa tudi to po eni strani slabost, ker nas ta socialna omrežja in ta lahka dostopnost pa vedno bolj ločujejo, da se srečujemo z nekimi znanci, prijatelji v živo. Tako da, če imamo ves čas hiter dostop do življenja drugih ljudi, ne, pa njihovih objav, ki so seveda čudovite na socialnih omrežjih, ne, ki predstavljajo neke idealno življenje, lepe trenutke, lepe lokacije, ne. To lahko hitro potem v nas tudi vzbudi neke občutke, da nekaj zamujamo v življenju. Ne, tudi to zdaj mladi bolj poimenujejo kot fear of missing out. In mislim, da seveda to lahko še dodatno vpliva na občutke depresije pa občutke tesnobe. Kaj pa bi rekel, kateri so najboljši načini samopomoči pri vzdrževanju dobrega duševnega zdravja med mladimi? Ja, pri vzdrževanju dobrega duševnega zdravja bi predvsem poudaril, da mladostniki živijo mladost. Ne bi želel tukaj govoriti o nekih tehnikah samopomoči, ker mislim, da sama tehnika po sebi ni nekaj, kar bi lahko univerzalno uporabljal čisto vsak, ne. Predvsem bi se želel navezati na to, da ko smo mladi, ko imamo energijo, ne, da počnemo stvari, ki želimo početi, da usmerjamo energijo v dejanja v resničnem svetu. In mladost je seveda tudi polna sprememb in pa različnih situacij, tako prijetnih kot neprijetnih. In kar se mi zdi pomembno je to, da se obkrožimo z ljudmi, s katerimi mi lahko delimo svoje življenje. Bodisi je to naš najboljši prijatelj, prijateljica, starš, oče, mama, brat, sestra, kdorkoli, ki mu lahko zaupamo, s katerim smo lahko res takšni, kot smo mi v resnici. In tu bi tudi poudaril, da nikakor ne smemo v tem obdobju pozabiti na naše telo. Zadnjič sem na eni izmed konferenc slišal, da je naše telo kot hardware, medtem ko so vse ostale stvari, ki jih mi počnemo, ko se jih učimo, na primer znanje pri ostalih šolskih predmetih, ostale znanje, ki jih pridobivamo,
lahko vidimo kot software. In vse večji poudarek je na softveru, na razvijanju teh novih, bomo rekli, programov, tehnologij znotraj nas. Ampak seveda vemo pa, če damo primerjavo z računalniki, če mi nimamo dobrega hardvera, kako bomo potem lahko poganjali ta software, to programsko opremo. In zato se mi zdi pomembno tudi to, da skrbimo za ta naš telesni del, za ta naš hardware, ki nas bo spremljal na poti skozi življenje. In še ena stvar, ki bi jo pa poudaril, če bomo mi stvari zadrževali v sebi, če svoje energije ne bomo usmerjali na osven, temveč proti sebi, potem bo tudi vedno več naših misli usmerjenih v nas. Kadar začnemo sebe videti v negativni luči, kadar se ne doživljamo več kot vredne in ko imamo občutek, da ni nikogar, ki bi mu lahko zaupali, takrat je res pomembno, da znamo tudi poiskati pomoč. Da kljub stigmi, ki mogoče še ponekod vztraja, da razumemo, da je iskanje pomoči tudi znak moči, ne šibkosti. In dobro je seveda, če lahko to storimo v živo, tako kot sem prej povedal, če se znajdemo, bomo rekli, v družbi, ki lahko zaupamo, ali pa staršem. Seveda pa, če nimamo te možnosti, da bi v živo nekomu zaupali, potem imajo mladi v tem času, tudi v Sloveniji, to možnost, da pomoč poišče na spletu. In eno od teh pomoči je zagotovo anonimna spletna svetovalnica To sem jaz. Program za duševno zdravje mladih To sem jaz, kot si omenil, je bil vzpostavljen leta 2001 na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Usmerjen je v krepitev duševnega zdravja in psihične odpornosti mladih. Kako oziroma na kakšen način program krepi duševno zdravje in psihično odpornost mladih? Ja, res je, program To sem jaz ima svoje začetke že v letu 2001. Lahko si predstavljamo, to je še obdobje, ko so še socialne omrežja, mislim, da sploh niso začela, ali pa so bila mogoče v tistem začetnem razvoju. Pa tudi obdobje, ko še ni bilo pametnih telefonov, ko ni bilo tablic, ko so še bili ti stari monitorji. Tako da res spletna svetovalnica in ta pomoč na spletu obstaja že precej dolgo časa. In program To sem jaz kot tak v osnovi že od samega začetka je usmerjen v to, da ponuja mladim možnost, da se obrnejo po nasvet, kadar se znajdejo v stiski. Vemo pa, da obdobje mladostništva ni samo obdobje duševnih stisk, ampak tudi kakršnihkoli stisk, lahko rečemo. Tudi od nekih telesnih sprememb, ki vodijo do nekih stisk, kako se razvijamo, je vse v redu z mano. Tudi mutacija glasu, vemo, v času pubertete pri fantih. Potem tudi v tem obdobju, ko se je mladostništvo, je seveda na obzorju več odnosov z drugimi, tudi kakšne zaljubljenosti, tudi kakšne prvi spolni odnosi. In vse to lahko je izvor neke stiske za nekoga. In vse to imajo mladi na spletni svetovalnici To sem jaz.net možnost vprašati naše strokovnjake. In spletna svetovalnica To sem jaz ima trenutno že skoraj 100 strokovnjakov iz različnih področij, ravno s tem namenom. Torej, ne samo psihologov, ampak tudi strokovnjakov drugih specialnosti. Od šolskih svetovalnih delavcev, ki lahko odgovarjajo na vprašanja o učenju, o vprašanjah, o težavah v šoli, potem tudi do zdravnikov, tudi ginekologinje, na primer, sploh vemo, v času razvoja mladostništva, se dogajajo te telesne spremembe tudi pri ženskah in imeti možnost vprašati ginekologinjo je en tak velik plus. Potem tudi imamo športne pedagoge, ki lahko, bomo rekli, pomagajo pri kakšnem vprašanju o preoblikovanju telesa pri bolj aktivnem življenjskem slogu. Skratka, res en širok nabor različnih specialnosti, zato ker so tudi stiske mladih zelo raznolike. Poleg tega lahko pri nas seveda dobijo tudi možnost dostopanja do brezplačnih strokovnih člankov o vsebinah zdravja in pa duševnega zdravja. Jih imamo trenutno več kot 300, morda še več kot 350, ne vem točnega podatka, ampak gre res za vse preverjene vsebine, ki so napisane na mladim razumljiv način in ki jih lahko tudi mladi pogledajo, da bi bolje razumeli kakršnokoli stvar, ki jih zanima. Imamo 9 tem, od
zdravja, duševnega zdravja, spolnosti, tudi odnosov v družini, tudi medvrstniškega nasilja. Skratka, široko paleto in res je to ena taka bogata zakladnica znanja. In še ena stvar, ki jo program ponuja na spletni strani, to sem jaz, obstaja tudi možnost pogovora s strokovnjakom preko chat orodja. To pa pomeni, da je vsak teden, en dan v tednu na voljo strokovnjak, s katerim se lahko ob določeni uri mladostniki pogovorijo o svojih stiskah anonimno, ena na ena. Tu pa dobijo potem takojšen feedback, tudi v tem obdobju, ko to chat svetovanje traja, imajo možnost pogovora s strokovnjakom in lahko rečem, da res se to zelo dobro obnese, da dejansko mladi uporabljajo to orodje in mislim, da je tudi dobro, da mladostniki, ki mogoče ne upajo storiti, bomo rekli, tega koraka v živo, da bi poiskali pomoč, če imajo kako stisko, da pa mogoče vseeno si upajo narediti en korak na spletu, kjer so popolnoma anonimni in v naši spletni svetovalnici tudi varni, ker je varnost tudi uporabnikov pri nas na prvem mestu. Kakšno vlogo pa igrajo digitalne platforme, kot je spletna svetovalnica v okviru programa To sem jaz, pri izboljšanju dostopnosti pomoči za mlade? Ja, spletne strani, kot so To sem jaz, pa mogoče še tudi kakšna druga, ki zagotavlja seveda varno uporabniško izkušnjo na spletu, tudi anonimnost mladostnikom, je en tak velik doprinos, mislim, da za vse tiste, ki nekako, kot sem prej omenil, bi težko naredili en korak v prvi fazi v živo in ga lahko lažje storijo pri nas. Pri nas ni nobenih pogojev, da bi se morali opisovati, registrirati, tako da tudi to je ena taka prednost, ki jo imajo mladostniki na spletu, da lahko popolnoma anonimno zastavijo svoje vprašanje, svojo dilemo. In tudi to, kar opažamo skozi leta, je, da mladostniki se redno obračajo s svojimi vprašanji na našo svetovalnico. In če smo imeli še nekje, bom rekel, 10-15 let nazaj, največ vprašanj povezanih na tematiko telesnega zdravja in pa spolnosti, je sedaj, bomo rekli, v zadnjih 5 letih največ vprašanj vezanih na duševno zdravje, tako kot sem omenil že na samem začetku. Na drugem mestu mogoče, kar je tudi en zanimiv podatek, sledijo vprašanja o odnosih, torej odnosi z družinskimi člani, odnosi z vrstniki v razredu, v šoli, potem odnosi s prijatelji, tudi ljubezenski odnosi sem sodijo in so to druga najpogostejša tematika. Na 3. mestu so potem vprašanja o telesnem zdravju, na 4. mestu pa vprašanja povezana s problemi v šoli. Tako da tudi teh bomo rekli nekako, da so kar pogosta problematika, o kateri mladi sprašujejo. Na začetku si omenil, da mladi pišejo tudi o težjih vprašanjih oziroma o tematikih, ki so malo težje narave. Kako program To sem jaz deluje kot zaščita v teh kriznih situacijah za mlade? Lahko poveš, koliko ste imeli kriznih primerov, na primer v lanskem letu, in pa na kakšen način jih obravnavate? Ja, vprašanj povezanih z najtežjimi stiskami beležimo v spletni svetovalnici vsako leto več. In v letu 2023, če pogledamo, je bilo že več kot petina vseh vprašanj v kategoriji najtežjih, okoli 20% vseh vprašanj. In med temi najtežjimi vprašanji so v ospredju vprašanja, ki so vezana na tematiko samomorilnosti, tako kot sem omenil že v začetku, sledijo vprašanja s samopoškodbenim vedenjem, anksioznostjo in pa na 4. mestu medvrstniško nasilje. Imamo pa tudi, če bi šli še malo naprej, tudi vprašanja o motnjah hranjenja in depresiji. Zagotovo gre pri teh vprašanjih res, bomo rekli, za te najtežje stiske mladih, ki zahtevajo tudi, bomo rekli, ustrezen odgovor. Tudi ta vprašanja ponovadi pošiljamo bolj izkušenim svetovalcem, ki lahko tudi včasih na podlagi zapisa podajo bolj natančne informacije o tem, kako si pomagati, kje poiskati pomoč, če jo potrebuje. In seveda naša vloga je predvsem ta, da če je nekdo res v hudi stiski, da poskušamo tudi narediti vse, kar je v naši moči, da ga ustrezno usmerimo, da pride do prave pomoči v živo. Kajti ena stvar, ki je pomembna, spletna podpora lahko nudi ta prvi korak, nekoga, ki ti bo znal nuditi neko podporo, neko usmeritev,
ampak na koncu, ne, če imamo resno neko duševno stisko ali pa težavo, jo bomo morali reševati v živo. In tudi naš cilj je predvsem ta, da poskušamo mladostnike voditi in pokazati pot, da pride do te pomoči tudi v živo. Kaj pa bodo mladostniki še lahko dobili v prihodnosti v okviru tega programa? V našem programu res želimo priti nasproti mladim, da smo jim na voljo s tem, kjer so prisotni, kar uporabljajo, ne. Na socialnih omrežjih tudi ena novost ta, da imamo profil, Instagram profil in pa tudi TikTok profil, to sem jaz. Tako da res bi vse mladostnike povabil, da začnejo slediti temu profilu, ker res boste našli uporabne vsebine in tudi mogoče, če so stvari, ki vam v tem trenutku ne pridejo prav, je pa dobro vedeti, kje obstajajo, če bi kdaj potrebovali pomoč ali pa konec koncev, če imate koga, ki bi pa v vašem okolju potreboval pomoč. Druga stvar, ki jo nekako tudi pripravljamo za prihodnje, je še več prispevkov in pa vsebin o zdravju in pa duševnem zdravju mladih, tako da bomo poskušali še naprej skrbeti za to, da bojo vsako leto na voljo nove vsebine za mlade, novosti. Potem tudi ena taka obetavna sprememba, ki jo poskušamo izpeljati v naslednjem projektu, bo ta, da bomo pripravljali online tečaje za samopomoč. To pomeni, da bomo izbrali določeno temo, smo še sedaj nekako v tem razmisleku, katero temo, ampak ko bomo imeli eno temo, na primer, bodisi je to o tesnobnosti, anksioznosti, bomo pripravili en tak tečaj na spletu za samopomoč, ki bo mladostnika vodil do tega, da bo lahko ta tečaj izpolnil, in cilj tega pa je predvsem to, da na koncu dobi nekaj zase, ali neke veščine, ali da se ukrepi, zato da boljše obvladuje neko svojo stisko. In še ena stvar, kar je tudi mogoče ena taka pobuda naša, ki si jo želimo, je predvsem tudi to, da se začnemo bolj povezovati s šolami, tudi v šolah nekako krepimo, bomo rekli, duševno zdravje mladih skozi naše preventivne aktivnosti. Imamo priročnike, ki so namenjeni učiteljem, da preko delavnic, ki bi jih izvajali v šoli, krepijo socialne in pa tudi čustvene veščine otrok pa mladostnikov v razredih. In če se bomo uspeli tukaj zaangažirati in nekako spodbuditi šole, da bolj pogosteje vključujejo take veščine v šolski sistem, potem sem prepričan tudi to, da bojo mladi v teh generacijah, ko odraščajo, bolje socialno ukrepljeni, pa tudi imeli več čustvenih oziroma emocionalnih kompetenc. Imaš mogoče kakšen nasvet za mlade, ki se morda še niso odločili poiskati pomoči za svoje duševno zdravje, in kako jim lahko program To sem jaz, kako jih lahko spodbudi k temu koraku? Lahko res razumem, kako težko je včasih podeliti svojo stisko in kakšni neprijetni občutki so lahko tudi prisotni. In tudi ta občutek, da mogoče ni nikogar, ki bi nam lahko pomagal. In če obstaja vsaj en del nas, ki ve, da potrebuje pomoč, da bi želel nekoga, ki bi slišal njegovo ali pa njeno stisko, potem bi želel samo sporočiti, da smo v programu To sem jaz tukaj za vas. Vedno. Ni pomembno, kakšna je vaša stiska, tudi če boste želeli vprašati o tem, kako se učiti ali pa kako pokazati fantu ali pa punci, da mi je všeč. Tudi o tem, če boste spraševali o tem, da so prisotne motnje hranjenja, da imam hudo depresijo. Mi smo vedno na voljo, da z nami podelite stisko in vedno vam bomo priskrbeli odgovor strokovnjaka. Kmalu se bo odvil festival duševnega zdravja, ki bo letos potekal 15. maja v Mariboru, kjer boš predaval tudi ti in imel boš predavanja za mlade. Nam lahko zaupaš, kaj jim boš svetoval? To pa naj ostane skrivnost. Ne, malo za šalo, malo za res. Morda lahko povem to, da bo namen predavanja, ki ga bomo izpeljali skupaj z sodelavko, predvsem mladim predstaviti konkretne načine, kaj lahko sami naredijo, da jim bo lažje. Torej jih opolnomočiti, da dobijo, bomo rekli, neko razumevanje, tudi mogoče kako tehniko, ki jim lahko v prihodnosti pomaga obvladovati svoje miselne procese in s tem v bistvu se bolje odzvati v nekih stresnih situacijah.
Katerih delavnic ali pa predavanj se nameravaš ti udeležiti na festivalu? Namreč, ko sem gledala program, sem ugotovila, da je ponudba precej pestra in zanimiva. Ja, 15. maj že imam zabeležen. Planiram, da bom prisoten cel dan, tako da se zelo veselim tega festivala in tudi možnosti udeležbe na predavanjih po delavnicah. Se mi zdi res ta odlična prilika, da pridemo na ta predavanja popolnoma brezplačno in da imamo tudi možnost iti skozi kakšno delavnico. Ker se v veliki meri jaz ukvarjam z mladostniki, me bodo najbolj zanimale zagotovo kakšne take teme, naprimer medvrstniško nasilje, kako se odzvati. To predavanje se mi zdi odlično in se ga bom verjetno udeležil. Tudi predavanje nisem ti povedal, ker me nisi vprašal, se mi sliši zelo zanimivo, sploh zato, ker v tem času nekako je res ta razmislek, koliko mi vprašamo druge, kako si, pa ne samo na tem nivoju, kolikokrat gremo to, a res slišimo drugega, kaj nam sporoča, ne samo verbalno, ampak tudi neverbalno. Tako da se mi zdi ta predavanje odlično. Hkrati pa sem videl, da bo tudi izpeljana delavnica projekta Oh, ta ljubezen. Tako da jaz sem že bil enkrat na njihovi delavnici in je res, res odlična, tako da je namenjena mladostnikom in res priporočam vsem, da se jo udeležijo. In še za konec, imaš kakšen splošen nasvet mladim, ki bi ga želel deliti? Predvsem bi želel vsem mladim sporočiti, da naj uživajo v mladosti in da včasih kakšen pogovor preko Instagrama ali pa Snapchata raje zamenjajo za kakšen pogovor v živo. Predvsem pa tudi to, da naj mladi imajo v mislih, da če se kadarkoli znajdejo v stiski, da o tem spregovorijo in da jim je tukaj tudi vedno na voljo spletna svetovalnica, to sem jaz. Hvala, Domen, za pogovor. Vas poslušalce pa vabim tudi k poslušanju drugih podcastov NIJZ, ki jih najdete na naši spletni strani ali pa na našem YouTube kanalu. Seveda pa vsi vabljeni 15. maja na Festival duševnega zdravja v Maribor.